publika, dragi prijatelji, Galerija Domžale. Mi dva moramo najprej par parametrov postaviti, ja. Ker smo že glih, tole imamo obisk iz Kozmosa, oziroma mi smo na obisku v Kozmosu, pa bo čisto osebno najprej, ne. Tole imamo približno enako. Oba sva nek že pri sivih panterjih. V resnici imamo zelo velikenih skupnih, kako bi rekel, točk. Preteklosti. Ja. Ok, pa pustimo to. Zdaj se bomo posvetili današnji postavitvi, oziroma postavitvi v Galeriji Domžale, ki je na nek način zelo skrivnostna, po drugi strani pa zelo odprta, zelo aktualna, zelo, boste slišali, kaj je vse. Elementarno. Elementarno. Okay, ne sem to imel zavozlan. Ne sem zavozlan, itak je cel live. Zavozlan, ne, cel live. Izvoli, ta bo tvoj. Ok, sedem se. Se lahko sedem. Najprej hvala lepa glasbenikom. To je bila taka, kako se temu reče? Intervencija. Intervencija, ja. Intervencija pred odprtjem razstave. Tako da zelo lepa hvala Markovi hčerki. Zelo lepa hvala seveda familiji in vsem, ki ste prispevali za to, da to danes je. Marko, najprej se bo midva locirala, ne? Kočevje, pa niti ne toliko Kočevje kot gost, prav gost. Kočevje. Ok, povej. Torej, najprej najlepša hvala Galerije Domžale, da me je sploh gostila, da me gosti, Juriju, da me je poklical, če bi želel razstavljati. Tako da najprej in zahvala vsem, ki ste prišli, zahvala tudi vsem z Kočevja in okolica, ki so prišli gledati neke moje zadeve, ki jih delam v likovni produkciji, ne glede na to, kaj je vse okoli nas. Ne. Zdaj, če gremo, ne vem, iz tega primarnega, ko praviš, ne, od kaj izhajamo in kaj, pač jaz... To nas določa, ne? Ja, mene pač določa Kočevska, kjer imamo 4-5 področji pragozdov, pa ne zdaj zaradi tega, da grem jaz v neko, veste, te N plus neskončno organizacij, ne, sploh me ne zanima ta zadeva, zanima me čist nekaj drugega. Zanima me nivo kulture, ki jo dosegamo, spoznavamo, brez nekih blaznih, bom rekel, dogovorov na ne vem kakšnih ravnah, kako bi se mogli obnašati, ampak dejstvo je, da se obnašamo točno tako, kakor dojemamo v tem času. V tem času dojemamo pa točno to, kar vidimo okoli sebe. Za nas, ki mogoče malo drugače gledamo na celo sceno, je malo čudno, zaskrbljujoče, začudeno. In najboljše je, da moram najprej sam pa sebe razčistiti, da me to ne sme obremenjevati. In upam, da me ne obremenjuje v smislu načina, kako interpretirati tega, kar se okoli nas dogaja, na način likovne govorice, likovne, pika, likovne, s 5-6 temeljnimi likovnimi prvinami, z likovno gramatiko in vse ostale zadeve, ki sodijo zdraven po zdaj sodobnem, ne vem kakem performansu, ne vem, ki žal, iskreno povedano, nimajo z likovno gramatiko skoraj da nič skupnega. Dobre, evo. Zdaj ste, za uvod ste slišali. To boste zdaj, se vam bo danes mogoče, ali pa ne, jutri zjutraj se vam bo mogoče sanjali, ne, ampak to je Marko povedal, ne.
Ampak midva bova šla zdaj malo po razstavi, ker si rekel, da si pripeljal oziroma razstavil stvari, ki jih nekako vsak dan gledamo. Ne. Jaz sicer nisem opazil, da bi vsak dan lahko gledal eno vesoljsko sondo tam, recimo. Čeprav, če pogledaš dobro, ne, po drugem pivu skozi krigelj, pa mogoče to tudi vidiš. Ne, v unih kogeljcah od krigla. Ne. Ampak, tukaj gre za eno bistveno vsebino, ki se nas loteva, tako rekoč, vseobsežno. Skozi beremo, zadnjih nekaj let, ne, tele ekološke vsebine, spreminjanje klime, z zelenim prehodom nas pitajo in ne vem, vse s čim. Ne. Mene zanima bolj tvoj odnos do tega, kar imaš v svoji bližini, oziroma to, česar del si. Če bom tako povedal, moj iskren do tega, ker živim in delam, do likovne umetnosti je iskren. Najprej iskren, brez manipulacij, brez ne vem kakih zakonov, okvirjev, neokvirjev. V bistvu je pa cela zadeva, tudi če danes gledate postavitev, sonda nam je delala cele preglavice, da smo jo spravili skupaj, ampak všeč mi je zato, ker se je upirala eni zadevi. Ona potrebuje en zelo velik prostor, katere vsebine je čist drug. Ne? Se ne zapira, pa postavljamo ampak sonda v bistvu ena interakcija mojega razmisleka, našega človeškega norenja na tem planetu Zemlja, ker smo 6000 kilometrov spodaj nam 10.000 stopinj Celzija temperira, tle, ker smo, in se bolj malo čudimo, ljudje in človeštvo bi mogli ne vem kaj. Ja, mislim, pa, a se res hecamo? Se mi res hecamo? Lansko leto, avgusta, smo imeli 15-minutno sceno, ko se Zemlja tako malo strese, preče, pa nehite. Ne. Mi nismo ljudje, mi smo gostje na tem planetu. In po staro, če hočete, indijansko, ne, spoštovana mati Zemlja. Lahko smo zadovoljni, da tle živimo, obstajamo, imamo neko zavest, človeško, ki je razvila svoje, bom rekel, poglede, znanosti in vse ostalo. S tem, da blazno cenim tudi znanost, najbolj pa cenim primarno občutenje, kaj se dogaja sploh z nami. V sondi imate, veste, sonda je oblika jajca, jajc je že od brankuša, če gremo naprej, ne? Mi, kiparji, ga ne moremo, mi ga ne moremo tako natančno izoblikovati kot navadna ptica in navadna kura. Pika. Brankuš je naredil še neko intervencijo noter z nekim zarezom, kar se je meni zdelo fenomenalno. Jaz sem pol pa izdolbil zadevo in postavil v jajce pač neko zadevo z pragozda 1890 in nekaj je Hufnagel razglasil pragozd na Kočevskem in Slovenskem in not je bukva iz tistega področja, jelka oziroma smreka, Medtebriški potok, ki teče izpod tega pragozda, vse to je v tej kupoli. Jaz sem pač takrat razmišljal, dokler se ne bomo znoreli, tle, ne, je najbolj, da te osnovne sestavine odpeljemo stran, da se znorijo, pa bojo pol mogoče nekoč konceptualno nazaj prišle. Pa zdaj tudi materializirano, ne, nisem jaz konceptualist samo za papir, to je pač
izkušnja tudi od Dragana, ki smo napisali vsega sorte, pa je na koncu rekel, zdaj pa materializacija. Ne? Ponovadi je bil problem, pa pri meni pač ni bil problem. In sem, bom rekel, na neko tako formo naredil zgodbo ali pa koncept razvil, ki se ga da razvijati še naprej. Kaj hočem povedati? Zagotovo ne veste, velika večina, ta bukva, ki je tam notri, je iz obrobja pragozda Krokar. Bukva z pragozda Krokar je osvojila celo Evropo. Ona je po genskih raziskavah slovenskih gozdarjev naselila od Švedske do tukaj celotno področje. In zdaj se vprašam, kaj je zdaj ta naš ponos, identiteta, slovenstva? Ali je Blejski otok, ali je 40 km, ne vem, obale, ali pa nekaj čist drugega. Tako da malce provociram na ta način. Mogoče bi se morali vprašati, kdo je bil prej? Slovenci ali krokarska bukva? Tudi to je res. Lej, ko smo tole postavljali, tole sondo je bilo seveda, je bilo fajn. Seveda štala. Ja, tako se to reče, ja, no, ampak nič hudega, ne. Šoferji so bili malo presenečeni. Najprej se jim je kombi pokvaril, pol so morali sami raztovoriti, ne. Ampak v resnici so že naložili sondo kar tukaj noter, tako kot smo rekli, ne. Tako da ta glava na rukar je še umem, ne, ampak pol se je pa še začela, ne. Ok, nič hudega. Medtem, ko smo postavljali, ne, in smo malo preizkušali tudi tele videe, sem začutil, ne, da si neki zelo povezan, recimo s klasično glasbo. Pa s telim detlom tukaj, ki trka in gloda in tako naprej, ne. Daj mi povej nekaj o tej resonanci, kako to povežeš, oziroma kako začaraš, ne, da ta glasba pa ta detelj tako v redu skupaj pašejo, ne, pa mogoče Jeklen kip, pa tale v zadnji Affengunst, ne, in tako naprej. Daj malo pokomentiraj. Osnova je v klasiki kiparstva, slikarstva, glasbe, drame. Če ne znaš priti na oder, da ni maksimalne treme, če ne znaš podzavestno odigrati, bom rekel, skladbe, sonate, ne vem kaj, če ne znaš podzavestno sklesati ali pa dobiti kipa, to je obrtniška stvar. Najhujša zadeva je tista prej, kje se lučka posveti, zakaj, koliko, na kak način, kako te stvari povezati. Tako da, tle, ker zdaj sedimo med temi jelkami, je ena huda zgodba v bistvu. Tole, kar vzad gledate, je horizontalni, vertikalni posnetek, ki sem ga snemal v prepovedanem, ampak tu je zdaj interno, nič, ne. Pragozdu Strmec, kjer je razpadal štor, ki ga spremljam že 6 let. Kako vsako leto pripada. In sem pol zmontiral, ne, tudi detelj je zmontiran. Ne. Zdaj gremo v analogno, digitalno in potem kako razumeti celo zadevo. Vizualno je zelo lahko, ne, ko koncept postaviš, postane problematika. Pa postaviš še nekih 6, kaj vem, smrekc in kaj zdaj te hoče, ne. Dejstvo je, da cel projekt je zasnovan na produktu jelke, ne. Tam je še 6 potem produktov jelke, od, ne vem, medu, kaj je še ta senc, pa bom rekel, posebna neka
izdelava neke posebne mase, ki so jo delali na biotehnični fakulteti. V bistvu je ta produkt moj, zasnovan z sodelovanjem dveh fakultet, ene doktorske znanosti z področja fotografije in gozda, ki je izdelala tudi svoje mila, žajfe, izdelke. Ravno tako tudi sonda v sodelovanju z laboratorijem za robotiko. Mislim, projekti so blazno široki in jih jaz kot sam ne morem izdelati, moram imeti sodelavce, ki so pripravljeni na nek koncept, se soočati, sodelovati. Tako da vse od teh dveh projektov, sonde in tega, postavljeno, jaz mislim, da je 20 najmanj sodelavcev zunaj mene. Kaj bi zdaj jaz neki bojem, kao, ne? Mislim, ne strinjam se nikoli s tem, da sem bojem, niti nikoli se ne strinjam s tem, da so umetniki bojemi. Ne. Zelo realno. Mičken se je ostal. Yes. Kako midva zdaj izgledala? Odlično. Ok, to sem hotel slišati. Ta sistem, oziroma ta postavitev, ne, je v resnici ena igra. Ne. Ja, to je totalna igra. Umetnosti je v bistvu ena sama igra, da se malo hecamo z okoljem. Ja. To je enostavno bomo rekli, ko smo včasih imeli, kaj že... Pismo? Ja, pismo, ko smo brcali kamen, ne? Kam gre, zdaj ko gre. In po tem sistemu tudi prideš noter, kako zaznamovati prostor. Vsej sistem, ali pa bom rekel, glavni koncept tega je bil zaznamovanje prostora. Kaj pa je prostor? Prostor je ena navadna borba človeka v svojem življenju. Pa naj je to Ukrajina, Jugoslavija, ne vem kaj danes, Izrael, vse ostalo. Bojujemo se s prostorom. Kipar se bojuje s prostorom, ker more ustvariti neko obliko v prostoru z neko materijo. Slikar se bori s prostorom, iluzijo prostora na dvodimenzionalni podlagi. Tukaj imamo tridimenzionalno postavitev, kjer zaznameš svoj prostor z neko markacijo svojo, ki je tam postavljena. Zakaj? Ja, zato, ker si ti pomemben, ker si egotrip, ker si tukaj. Ali te upošteva, ali te pa ne, ampak še vedno si tukaj. Se pravi, prostor je tako širok pojem, da ne govorimo od, ne vem, sonda naprej, ko greš v vesolje, da je tu neomejena razsežnost duha, realizma in najhujše zadeve, ki se nam tudi zgodi v lifeu. No, ja, pa če greva zdaj, kaj se še zgodi v lifeu, ne? Pa ne dolg tega, ne, oziroma, veste kako to, mislimo, da čas nekako linearen, ne, v resnici ni, ne, ampak pustimo to, ne bomo spet razpredali te filozofije, ne. Tukaj imaš en kip, tukaj v sredini, ne, ki ima eno zanimivo ime, ne, to je Afen Gunc, a to je zdaj, za moje pojme, čist neki ven iz tega, iz te narave, iz tega prostora, iz sonde, iz vesolja in tako naprej. Ampak gre za en zelo zanimiv kip, en tak strnen, sežet simbol nečesa. Malo povej o tem. To je ortokiparstvo. Ortokiparstvo. Zdaj, Afen Gunc je bil v enem obdobju v bistvu tako med fanti rečeno dobra
ženska, mislim, kak Affengunz, ne, tako kot je, ne vem, komad, ne, je bil pa na drugi strani, kak komad je to, ne. Affengunz v bistvu mene je vedno, bom rekel tako, pritegnil, kako narediti ta estetski, erotični naboj nečesa, da ni pa čisto vse prikazano, se pa lahko zlije v neko obliko, s tem, da ko sem šel v Domžale na razstavo, sem dal zdraven roko, ki sem je plesal še na akademiji in sem tudi poimenoval pol za danes to postavitev v pričakovanju, se pravi, marmornega prijema, ne, ker tle ni do konca prijeta zadeva, tako da naslov je v pričakovanju. Kaj zdaj v pričakovanju? Pa Affengunz tudi, ali ne? Ja, lej, v pričakovanju, mislim, Affengunz v pričakovanju prijema, marmornega prijema, ne. To je zdaj, se veš, to mi vedno na svoj način. Kaj? Ja, provociramo? Super. Zdaj, v tvojih koncih oziroma v Kočevju si ti zelo aktiven, si kulturnik, nisi samo kipar, pa umetnik, ne. Počneš zelo veliko stvari, ne. Ampak delaš pa tudi preko kipe večjih razsežnosti, ne, večjih tež in tako naprej. Take markarje, ki zaznamujejo prostor, ki ga spreminjajo, ki ga določajo na nek način, ne. Hkrati pa, če si boste potem ogledali, ali pa če boste še pa šli na razstavo, tukaj gor imate, zdaj to malo prekinjamo, ko pač rabimo zvok, ne, posnetek proslave Prešernovega dne, ne, potem imate na unem televižnu, ali na tem Speculum Artium, ne, to se pravi festival videa in novih medijev, zanimive stvari, ne. Tako da nisi samo kipar, ne, ampak pač vse te zanima, ne. Kaj te ta moment, recimo, najbolj zanima, poleg tega, da smo tole postavili? Ta moment me najbolj zanima, da malo mira. Ja. Tega imate zelo veliko na zalogi, se mi zdi. Ja, ne, ni. Trenutno se postavlja en zelo velika skulptura, novi medijski objekt v Kočevju za Rotary klub, ker bo ortokiparstvo, računalništvo, svetloba, v glavnem vse to, kar sem se naučil na magistrskem študiju, ker sem reartikuliral tisto, kar sem se naučil na diplomskem študiju, prenesel v neke nove oblike in jih poskušal potem spravljati v materializacijo, če tako rečemo. Ne platonsko, ne Platona zgor in samo v mislih. Veš, tam Srečo Dragan ful kima, ker smo marsikaj napisali, pa je rekel, ne, zdaj pa naredite, in pol je bil to zmeraj šit, kako zdaj tu pa narediti, ne, in 3 leta zdaj sicer traja, da smo te zadeve postavili, ne postavili. Vse je tu v tem tednu, kar smo tle razstavili, postavili se tam, temelji delajo isti čas, ne. Ok, ampak sem vesel. Vesel sem, da so spoznali nekateri moji kolegi iz Kočevja, ki jih imamo tukaj, da zna biti presežna vrednost nečesa v neki drugačni obliki, načinu, izrazu. Tako da srčno vabljeni, ne, jaz upam, da tam okoli 20. junija, enakonočja, bi se nekaj zgodil. Je pa tako 4 metre krat, ne vem, 2 metra pa pol visoka skulptura se pravi, z marmorjem, s kovino,
z primarnim kamnom iz našega področja, z glasbo, z svetlobo, skratka tak novomedijski objekt, ki ima vse elemente, da mislim pa, da bo en prvih postavitev v slovenskem prostoru s to tematiko. Je pa res, ne, te stvari je zelo težko prebiti, ker jih še ne razumemo, tudi vsega tega koncepta ne razumemo še stvari, ko rečejo danes, da smo, ne vem, Van Gogha prodali za 85 milijonov, super, ne, Van Gogh pa tudi za špricer ni imel, ne. Pa je v svojem lifeu prodal eno sliko, super, in jaz sem prodal eno svojo skulpturo v lifeu. That's it. In nič hudega, meni je všeč v enih drugih sferah, ne v teh, ne. Dobro. Ne vem, a bi mogoče tukaj morala reči, pridite, ne, junija na odprtje ali pa na posvetitev tega. Glej, tle je komandant bo razposlal to neko našo sceno, da jo obelodanimo v slovenski in širši prostor, ker pa mislim, da bomo imela in konceptualni, morfološki, če hočemo, ne, oblikoslovni, ne vem kak način, ontološki, ne vem, glej, pač. Ja, kar se tiče tega, ne, ste vse slišali, seveda ste vabljeni v različne biotope na Kočevskem. Moram reči, da jaz nisem bil velikokrat v vaših krajih, ne. Ampak lani sem bil čist popolnoma zadet od zelenine, ki sem jo doživel v Rogu, ne, katerega del je tamle v Sondi, ne. In moram reči, da je to ena taka fina rezonančna kapsula, ki mogoče en tak skromen duh tega kosa sveta, ne, prinaša v Domžale in je ena taka podaljšana roka iz Kočevja sem. Tako da, Marko, hvala. Hvala za to, da si tole pripeljal tukaj, da si bil pripravljen tole, oziroma da si pripravljen to z nami deliti. Hvala, da ste prišli. Nismo zaključili, ne? Nismo zaključili, nadaljujemo naprej. In sicer nadaljujemo tako, da... Ne po Francetovo tam, ne? In tako imam še vseh par stvari za komentirati. Povej. Vsega sem v življenju počel. Imel sem najboljšega frenda, ko sva delala še na Mladini, Zvone, ne vem, kako se je pisal. Sekretar Mladine je bil, takrat sva skupaj pripravljene programe, a veste, v Jugi je bilo to, ko je Domžale so takrat zelo bile napredne v slovenskem prostoru. Domžale, oprosti, so še zdaj napredne. Ne, govorim za tisti čas, ne za zdaj. Zdaj absolutno nič ne oporekam. Ampak takrat so se pojavile te male produkcijske enote, ko so eni blazno protestirali, pa so jaz pa Zvona kar fino ustrajala, da to mora biti. To je obdobje, ko so prišli biči v Sloveniji ven, ko bom velik, bom carinik na Kolpi. To je bila taka blazna, bom rekel, blazen korak v nekem razmišljanju. Zvona je potem preminul, mislim, da v neki nesreči žal. Jaz, ja, friend moj velik. Velik. In potem sem se ta teden, ko se vozim domov, ko smo tu postavljeni, pa se mi tu vse rola ozadej, sem rekel, mater, zakaj jaz v Domžale, kaj zdaj Domžale in pol, okej, vse te scene neke svoje. A mi je res tega treba? Ne, a mi res mi. To tako je, ne. Na koncu pridete vsi na moj prak, vam povem,
kaj in kako. Rad bi se izpostavil še eno zadevo, tam odzadaj je ena skulptura iz Carrare, brona in praha. To je tam vzadaj za tem stebrom, na lesenem podstavku. Prah od makedonskega marmorja, ki so vrhunski materiali, da smo se na jasnem v kiparskem smislu, na drugačen način. Žal nisem predal zadevo v tistem času, ko bi mogel, ker mi je mogla dozoreti pri meni. Okay. Ja. Danes je dozorela, včeraj ali predširšno, mislim, pa nesel sem in jo poklanjam mojemu velikem frendu, Toni Tokavčiču. In po razstavi je njegova lastnina. Tako da, ja. Druga zadeva je, tlele imam eno knjigo od Hartmana, to je Pragost, Reichenauski Pragost, najbolj raziskan, najbolj ga je raziskoval pred Hartmanom še Prelesnik in jo podarjam. To morate videti, ja, Reichenauski Pragost. Ja, to je to. Ne morate ga videti. Ne morate ga videti, kaj je prepovedano stopiti v njega. Okolico, vsaj ja. to. In da ne bo kakih kolekcijskih, ne vem kakih dogovorov. Osebno, jaz izročam Juriju, ne Juretu Smoletu, ni ga od galerije, od Jureta. Ok? Naprej izročam Juretu, zdaj moram pa pogledati, ja. To je ta prava oblika sove, ne? Ja, narejena iz jelke, ja, taka je tukaj. Petra Draškovič, ki je gozdarka, fotografinja, raziskuje, ona producira te zadeve. Tudi to je za Jureta, ne? Da ne bo kakih problemov. Kaj pa kaj, ali ne veste, zakaj je to, ne? To je zelo uporabna stvar, zlasti za prave moške po zimi, ne? Ne bom več povedal. Tako da, res najlepša hvala vsem, ki ste prišli, hvala vsem, ki ste tudi skočili, prišli iz Novega mesta, hvala Maja za Aleksandra in kompanijo, ki ste to ilegalno naredili, celo to sem zvedel. V glavnem, lepo se imejte, upam, da boste uživali v tej razstavi in to je to. Dragi Marko, dragi gostje, zdaj se pa veselimo, pogovarjamo, itd. Razstava je odprta. Uživajte, še pridite. Danes ga ne bo. Smo že vse odgovorili. Odavde do odavde tišila. Kampanja, da se čez